Pozdravljeni! Poglejmo, kaj se je ta teden dogajalo v slovenski Istri in širše. Včeraj je osnovna šola Livade praznovala 30 let delovanja. Svečana otvoritev šole se je zgodila 28. oktobra leta 1994, predtem pa je pouk za učence nekaj časa potekal na osnovni šoli Vojke Šmuc v Izoli v popoldanski izmeni. Skupno je bilo na obeh šolah tako več kot 1360 učencev. Od takrat je šola vzpostavila svoje temelje. Z gotovostjo lahko trdim, da je danes osnovna šola Livade sodobna šola, ki zasleduje globalne cilje in načela 21. stoletja ter vsakega posameznega učenca, ne glede na njegovo individualnost, dojema in razume celostno. Ponosni smo na ponujen razširjeni program, na številne zanimive organizirane dni, šole v naravi, pestre interesne dejavnosti in izbirne predmete, šolske, občinske, državne in mednarodne projekte ter različne humanitarne dejavnosti, akcije in prireditve, s katerimi se povezujemo tudi z številnimi drugimi ustanovami v našem mestu. Ta zgodovinski dogodek so obeležili z večerno prireditvijo, na kateri so se predstavili učenci z različnimi pevskimi, plesnimi in gledališkimi nastopi ter športnimi točkami. Nostalgične spomine so prikazali s fotografijami preteklih 30 let, preko videa pa so obiskovalce nagovorili tudi nekdani, sedaj uspešni učenci šole. Celotno dogajanje je popestril glasbenik Rudi Bučar. Po koncu prireditve pa je sledilo sladkanje s torto. Še vedno ostajamo v šoli. Osnovna šola Koper je namreč prejela 10.000 evrov donacije podjetja Alpe Panon d.o.o., nosilca franšize McDonald's v Sloveniji. Sredstva so namenili postavitvi nove igralne površine, pridobili pa so tudi dodatno opremo za prostor za umirjanje. Denis Potočnik, vodja marketinga v podjetju, je poudaril pomen sodelovanja z lokalno skupnostjo, zlasti v Kopru, kjer je McDonald's prisoten že od leta 2012. Ob odprtju druge restauracije v mestu so se odločili za donacijo osnovni šoli Koper, da bi prispevali k prijetnejšemu vsakdanu mladih generacij. Ker je gibalni razvoj otrok bistven za njihov celosten razvoj, so na osnovni šoli postavili tako imenovani Activity Trail. Gre za skupino igral, ki spodbuja razvoj motoričnih sposobnosti. Ravnateljica šole Ingrid Poropat je ob tem poudarila, da nova igralna površina otrokom ne le pomaga pri razvoju motoričnih spretnosti in koordinaciji, temveč spodbuja tudi njihovo domišljijo in ustvarjalnost. Poleg tega so učencem v vseh oddelkih zagotovili nove žoge, s katerim bodo lahko aktivno in kakovostno preživljali prosti čas. Prostor za umirjanje pa bo namenjen predvsem otrokom s čustvenimi in vedenjskimi težavami, katerih število narašča. Te so bile visoko prisotne že pred pandemijo COVID-19, po njej pa je število otrok, ki se soočajo s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, še naraslo, zlasti po začetku pandemije. Ameriška akademija za pediatrijo je ta porast opredelila kot javnozdravstveno krizo in poudarila potrebo po izboljšanem dostopu do mentalnega zdravljenja, predvsem v šolah. V slovenski Istri imamo svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Istre, ki sta ga ustanovili Mestna občina Koper in občina Izola. V centru potekajo za opravljanje svetovalne, terapevtske, diagnostične, vzgojno-izobraževalne, preventivne in raziskovalne dejavnosti, ki se opravlja kot javna služba na področju duševnega zdravja otrok ter mladostnikov. Poleg pomena duševnega zdravja v šolstvu pa je trenutni izziv tudi digitalizacija. V Portorožu je v tem tednu potekala konferenca v okviru projekta Digitrajni učitelj, ki je zaživel marca 2023. Sprva so se osredotočili na področje digitalizacije, v prihodnje pa želijo dati poudarek trajnostnim kompetencam in finančni pismenosti.
Sodelovali so tako vodilni slovenski kot tuji strokovnjaki in raziskovalci, ki so predstavili inovativne pristope in razpravljali o vplivu umetne inteligence na sodobno izobraževanje. V nadaljnje želijo poudarek nameniti dijakom in jim zagotoviti varno učno okolje, v katerem se bodo lahko spopadali z uporabo novih tehnologij, kot je umetna inteligenca in podobna orodja. Konferenca je potekala pod sloganom Nov svet, ki je med drugim naslovila aktualne izzive digitalne preobrazbe v šolstvu ter se ukvarjala z vprašanji, kje se nahajajo izobraževanje, trajnost in finančna pismenost danes ter kako in kam naprej v luči tehnološkega napredka. V dobrem letu in pol se je v usposabljanje vključilo okrog 11.000 udeležencev in 411 vzgojno-izobraževalnih zavodov, odgovorni pa si želijo do junija 2026 vključiti polovico zaposlenih v izobraževalnem sektorju, ki bi se izobraževali o digitalni pismenosti. Ministrstvo za naravne vire in prostor je v občini Piran odobrilo finančna sredstva za izboljšanje odvajanja in čiščenja odpadnih voda. Gre za znesek v višini dobrih 227.000 evrov, ki bo namenjen prizidavi male komunalne čistilne naprave v Novi vasi nad Dragonjo. To bo prispevalo k izboljšanju infrastrukture naselja ter povečanju energetske učinkovitosti sistema čiščenja odpadnih voda. Po zaključku projekta bo 173 prebivalcem v aglomeraciji Nova vas nad Dragonjo zagotovljeno ustrezno odvajanje in čiščenje odpadne vode. Sredstva so zagotovljena v sklopu načrta za okrevanje in odpornost, ki podpira ustrezno ureditev komunalne infrastrukture tudi v občinah in naseljih z manjšim številom prebivalcev. V ponedeljek so občinski svetniki Mestne občine Koper na 3. izredni seji potrdili dokument identifikacije investicijskega projekta ureditev priobalnega pasu med Koprom in Izolo prva faza. Skupaj z občino Izola smo izvedli javni natečaj za izbiro arhitekturne rešitve oziroma izvajalca arhitekturne rešitve. Od tu dalje moramo loviti priložnosti za to, da tudi začnemo izvajati ta projekt. Imamo možnost delne ureditve približno do krožne ceste, torej malo naprej od Moleta, oziroma od Kopališča Žasterna do vključno Moleta, in to priložnost jasno tudi lovimo, zato da, če le gre, uspemo uloviti tudi evropska sredstva za to. Zato je bilo potrebno potrditi investicijski projekt, od tu dalje potem je treba projekt še sam izpiliti. Vrednost investicije znaša dobrih 8 milijonov evrov, za projekt pa bo občina poskušala pridobiti državna in evropska sredstva, ki bi predvidoma pokrila polovico investicije. Gre predvsem za to, da se bo uredilo Molet, da se bo lahko postavilo neke zaenkrat predvidene lesene konzole, ki bodo razširile malo to območje, da se bo tam, kjer je tudi parkirišče, ob Moletu lahko uredilo nekaj podobno nekemu trgu, torej ta prostor sprostil, zato da bo tam lahko čim več ljudi se ali rekreiralo, ali tudi kopalo poleti in tako dalje. Skratka, gre za prvi korak ureditve celotnega območja. Investicija naj bi se začela izvajati leta 2027, do leta 2029 pa bi morali s prvo fazo zaključiti. Na seji so svetniki sprejeli tudi odlok, ki dopušča uporabo sredstev proračunske rezerve za financiranje odprave škode nastale v septembrskem neurju, ki je z intenzivnimi in obilnimi padavinami sprožil več zemeljskih plazov, poškodoval več občinskih cest in poplavil več stanovanjskih objektov. V četrtek sta potekali seji občinskih svetov v Izoli in Piranu. V Izoli so posodobili poslovnik ter ga uskladili z veljavnimi predpisi, predvsem z zakonom o lokalni samoupravi. Svetniki in svetnice občinskega sveta so se med drugim seznanili z akcijskim načrtom zelene sheme, opravili prvo obravnavo odlokov o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine Izola
ter določili nov znesek turistične in promocijske takse. Po novem bo vsota obeh znašala 3,10 evra dnevno na osebo. Kljub posebnemu prepričanju, da barvanje, brušenje in ostale ladjedelniške dejavnosti v marino ne sodijo, je pravnik Aleksej Možina občinski svet poskušal prepričati, naj koncesijsko pogodbo spremenijo tako, da bodo te z ekološkega vidika sporne dejavnosti kljub vsemu dovoljene. Poleg Socialnih demokratov, ki so kot opozicijska lista pogosto kritični do načrtov občinske oblasti, so nasprotovanje dovoljenju za onesnaževanje morja in priobalnega pasu nasprotovali tudi koalicijski svetniki in svetnice. Zato je izolski župan Milan Bogatič predlagal, naj se odločanje o aneksu preloži na eno izmed prihodnjih sej. Predtem bodo pripravili nov predlog aneksa, ki bo upošteval pomisleke občinskega sveta in Izolanov. V nadaljevanju so med drugim zagotovili zemljišče, na katerem bo država zgradila telovadnico za potrebe srednje šole Pietro Kopo Izola. V Piranu se je debata razvnela že na samem pričetku, ko so obravnavali predlog investicijskega programa Športni park Portorož. 3,2 milijona evrov vredni investicij na zemljišču, ki ga je občina pred kratkim za slabih 5 milijonov evrov odkupila od Term Čatež, je odbor za finance in proračun kot delovno telo občinskega sveta podal negativno mnenje. Odbor, pristojen za šport, je predlog podprl. V podobnem duhu je potekala tudi sama razprava. Športni navdušenci so predlog zagovarjali, opozicija in tisti, ki so sledili mnenju odbora za finance, pa nasprotovali. Po dobri uri izmenjave mnenj je sklep s 15 glasovi za izmed 24 prejel zadostno podporo za sprejetje. Ukolikor bo načrt realiziran v skladu s programom, bodo dela zaključena v letu 2026. Pri financiranju izvedbe si obetajo približno 1,2 milijona evrov nepovratnih državnih in evropskih sredstev. Športni park bo na voljo tako prebivalcem kot obiskovalcem mesta. Po skrajšenem postopku so obravnavali predlog rebalansa letošnjega proračuna in potrdili osnutek besedila pravnega posla prodaje 1425 kvadratnih metrov velikega zemljišča za stanovanjsko gradnjo v Portorožu. Občina Izola in občina Piran prodajata nepremičnine. Občina Izola jih prodaja 6, in sicer 1 stanovanje in 5 zemljišč, od katerih se 2 prodajata skupaj. Stanovanje se nahaja v 3. mansardni etaži večstanovanjske stavbe v ulici ob Stari bolnici 2, veliko 58,1 kvadratnega metra. Je delno opremljeno in potrebno prenove s stopniščem v skupni rabi. Izklicna cena znaša 181.545 evrov. Prodaja se tudi 583 kvadratnih metrov veliko stavbno zemljišče v zaselku Slami, za katerega veljajo prostorski ureditveni pogoji občine Piran, saj nepremičnina meji na občino Izola. Izklicna cena znaša 29.800 evrov. Na območju stavbnih zemljišč v naselju Malija je na prodaj 1385 kvadratnih metrov veliko zemljišče. Tu prostorski akt predvideva možnost postavitve kmetij. Meje nepremičnine niso urejene, izklicna cena znaša 465.606 evrov. Na prodaj je tudi 1247 kvadratnih metrov velika parcela ob izolski vpadnici med krožiščem in benzinskim servisom Petrol na vzhodnem delu mesta. Območje je namenjeno gradnji nestanovanjskih objektov za trgovske, servisne, poslovne, storitvene in skladiščne dejavnosti. Izklicna cena znaša 470.000 evrov.
Občina prodaja 2 zemljišči, ki se nahajata znotraj območja stavbnih zemljišč razpršene gradnje v krajinskem parku Strunjan. Prvo zemljišče meri 328 kvadratnih metrov, drugo pa 127 kvadratnih metrov, vendar na teh zemljiščih samostojna gradnja ni dovoljena. Namenjeni sta zaokrožitvi gradbene parcele, ki je že v zasebni lasti in na kateri stoji stanovanjska stavba. Izklicna cena znaša 53 725 evrov. Javna dražba bo potekala v četrtek 7. novembra ob 15. uri v veliki sejni sobi občine Izola. V občini Piran pa bo v torek 12. novembra začetkom ob 10. uri potekala javna dražba za prodajo nepremičnin v lasti občine. Nepremičnine, ki so predmet te javne dražbe, so stvarno premoženje, ki ga občina Piran trajno ne potrebuje za upravljanje svojih nalog. Več o podrobnostih zemljišč in njihovih izklicnih cenah si lahko preberete na spletni strani občine Piran. Sedaj pa se posvetimo še eni izmed aktualnih tem, ki močno vplivajo na našo širšo družbo. Društvo Tiger Primorske je ta teden ob 100. obletnici zadnjih parlamentarnih volitev v Italiji in uboju antifašista Giacomo Matteottija organiziralo okroglo mizo na temo Fašizem na pohodu. Uboj Giacoma Matteottija je naznanil težko obdobje fašizma. Začetek za Slovence zelo krutega obdobja, ker so izgubljali identiteto, pa niso izgubili ravno zaradi svoje upornosti in pokončnosti. Zato se nam zdi prav, da osvetlimo te dogodke, ki nam omogočajo, da poskušamo prepoznati tudi podobne oblike v današnjem času. Na okrogli mizi so sodelovali zgodovinarji, ki so osvetlili fašistično in antifašistično dogajanje v preteklih 100 letih. Da skozi celotno obdobje obstoja fašizma so prisotni v italijanski družbi različni subjekti, ki se borijo najprej proti temu novemu gibanju, potem proti novemu režimu. In to seveda po eni strani pomeni, da tu imamo neko stvar, ki jo lahko tolmačimo v dobrem, torej tu je ena svetla točka, nekdo, ki reče ne, s tem se ne strinjam in se torej zoperstavi tistemu, kar se dogaja v državi. Po drugi strani ustaven, ker je uspešen. Ker temu jaz se ne strinjam, ne sledi takojšnja zmaga nad fašizmom, sledi vsekakor 20 let režima in vse tisto, kar je že tudi dr. Žitko prej navedel. In torej si moramo postaviti vprašanje, zakaj pride do tistega neuspeha? Zakaj se fašizem utrdi in zakaj ti različni antifašizmi ne utegnejo v bistvu prevladati? Razlogov je seveda več in v tem kratkem posegu ne bom mogel razčleniti vseh teh. Opozoril bi predvsem na 3 točke in pri teh 3 točkah se bom zaustavil. Razdrobljenost antifašistov, specifične šibkosti italijanskega institucionalnega okvira, pravila igre, v katerih se odvija življenje v državi, in tretja stvar, kar ni zanemarljiva, splošna krhkost starih in novih liberalnih demokracij, ki obstajajo v Evropi po prvi svetovni vojni. Zgodnji in obenem prvi protifašistični uporni boj v Evropi sta začeli in vodili organizacija Tiger in tajna organizacija Borba v jeseni leta 1927 na Primorskem in v Istri. Organizacija Tiger, tudi bolje povedano, kot je bila njen naziv, revolucionarna organizacija Julijske krajine, poimenovana Tiger, je bila ustanovljena na sestanku na gori Nanos v nedeljo 9. oktobra 1927. Ustanovilo jo je 6 antifašistov. Jože Dekleva, Andrej Šavli, Dorče Sardoč, to so bili predstavniki Zveze mladinskih društev iz Trsta, Zorko Jelinčič in Albert Rejec, predstavnika Zveze prosvetnih društev iz Gorice, in 6. je bil Jože Vrtnjal iz Pivke, ki je predstavljal v bistvu protifašiste v Pivki in okolici, torej ob takratni meji med Italijo in Jugoslavijo.
V društvu se sprašujejo, ali se je v teh 100 letih kaj spremenilo in opozarjajo na prepoznavanje podobnih oblik, ki jim lahko rečemo fašizem v današnjem času. Takšni primeri se kažejo kot nekatera avtoritativna vladanja, nacionalizmi, populizmi in druge oblike. Od zgodovine še k kulturi. Danes bo v gledališču Koper prva premiera v letošnjem večernem abonmaju. Uprizorili bodo predstavo 3 verzije življenja francoske avtorice Jasmine Reza. Predstava eno situacijo postavi v 3 različne verzije. Kolika Henry, ki ga igra Rok Matek, in Sonja, ki jo igra Anjo Drnovšek, spravljata v posteljo svojega sina, nepričakovano dobita obisk Henryjevega mentorja in znanstvenika Huberta, ki ga bo uprizoril Luka Cimprič, ter njegove žene Ines, ki jo igra gostja Alenka Krajger. Gosta sta pričakovala šele naslednji dan, zato ostaneta gostitelja v zadregi. Henry, ki že 3 leta ni objavil strokovnega članka, potrebuje Hubertovo podporo za napredovanje, a ko mu ta omeni, da je prebral članek o temi, ki jo je Henry raziskoval zadnja 3 leta, postane jasno, da napredovanje ne bo mogoče. Pod režijo se je podpisala Nina Šorak, ki je v gledališču Koper že sodelovala kot dramaturginja pri predstavi Deklice ne bi smele igrati nogometa. 3 verzije življenja je eden izmed najbolj komičnih besedil, ki se jih je kadarkoli lotila. Najbolj me je zanimala v besedilu vsebina. Zdi se mi, da je Jasmina Reza napisala 3 verzije življenja tudi z mislijo na formo, se pravi z mislijo na igralsko veščino, na obvladovanje obrti, na obvladovanje, se pravi ukvarjanje z različnimi žanri, žanrskimi pristopi. Ampak meni se je zdelo pomembno v bistvu iskati vsebino in znotraj tega podčrtati nekaj, kar bi lahko gledalcu pustilo misel sled ob odhodu iz dvorane. In glavna tema je v bistvu pozicija moči, ukvarjanje s pozicijo moči, jahanje na moči in soočanje ostalih s tem. Predstavo je režiserka postavila v dvojni okvir, igralci so namreč na sceni kakor na filmskem setu. V bistvu je filmski set kot scenografija bila ideja zaradi poskušanja. Snemanje filmov je ponavadi sestavljeno iz različnih posnetkov, iz različnih tejpov, iz različnih poskusov in poskusi, ki jih mi iščemo znotraj naše prizoritve, so v bistvu glavni in sestavni del dramaturgije, ker imamo 3 verzije, imamo torej 3 poskuse in sem si želela v resnici najbolj enostavno in jasno nakazati, da gre za poskušanje, da gre za preizkušanje in da gre za v bistvu vzpostavljanje odnosa do tega, kar se je že zgodilo in kako lahko zdaj vstopim drugače. Režiserka je izpostavila, da predstava temelji predvsem na igralcih in njihovi igri, s katero morajo pritegniti občinstvo, kar je za njih še posebej izziv. Poleg tega jim je med vajami nekaj težav delalo tudi to, da morajo v svojem liku odigrati 3 različice iste situacije. Zato je potrebna kar poštena in velika koncentracija. Še to naj dodam, da bomo mi na odru že v tistem času, ko bo publika prihajala, da se moramo tudi skoncentrirati na to. In ta predstava je meni posebna tudi v tem smislu, da si moram bolj zapomniti svojo misel, stanje, emocijo, ki me pelje skozi prvo, drugo in tretjo verzijo, ker besedilo si je seveda med sabo zelo podobno in se je včasih na vaji zgodilo, da smo se na trenutke ustavili, nismo vedeli, smo v številki 1, 2 ali 3, nastane zmeda, ampak seveda zdaj z več ponovitvami je to lažje, ampak je bistveno tukaj, da si res natančen v emociji, v podajanju nje, da točno veš, da si v trenutku tukaj in zdaj. Ja, ta izziv igranja enega lika v 3 verzijah je bil kar zalogajno, kar naporno, ampak tak v bistvu zelo kompleksen lik, je že pač zastavljen že v prvem delu, recimo, in potem, da se to nadgrajuje v drugem in v tretjem in da je v bistvu vsakič čisto drugačno, je zelo presenetljivo in v bistvu čudovito za igralca za odigrati, ampak tudi zelo zahtevno. Dala nam je mikro pomagalo, se pravi, mi enako sedimo, ampak je miza glede na gledišče gledalca
malo drugače obrnjena. Tako da je vsaj občutek, da smo majčkeno drugačnem prostoru, čeprav enako sedimo, čeprav govorimo dosti podoben tekst in je to zelo težko, ker se mi je dostikrat zgodilo, da smo se zgubili iz 1 v 2, smo šli verzijo ali v 3 in smo se znotraj tega sami pač izgubljali, ampak z njeno pomočjo, njene analize, se pravi, na kakšen način ti nekoga provociraš, je pač več variant, kako ti se tega lotiš in tudi on ima pa že napisan, že sam po sebi, ker mu je avtorica tako lepo napisala, kako odreagira na to situacijo. Zdaj pa, kako biti hudoben na več načinov, to je zelo lepo, ker lahko to delaš, ti ta poklic pripomore, ne, da lahko si hudoben, čeprav nisi. In se pač lahko vržeš mimo grede, lahko se naslajaš z smehom, tako da smo vse nekako te 3 variante pač poizkusili, kako biti zloben, hudoben, provocirati, zmest mladega raziskovalca. Zdaj pa jo probamo speljati na 3 različne načine. Prvo je takšen malo eksploziven, ker je tudi, moramo vedeti, da tudi otrok, se pravi glas otroka, vedno nastavi situacijo. Se pravi, če je v prvem delu zelo zoprn, posledice pušča tudi pri nama s Henrijem. Ne? Lahko predstavljamo vsi, ki imamo majhne otroke doma, kako to izgleda. Ne? Potem drugi del, rečemo, otrok že spi, ne? V tretjem delu je pa že tako samostojen, da si pa že sam gre po keks. Ne? Igra 3 verzije življenja je 5. dramsko besedilo danes največkrat uprizarjane sodobne francoske dramatičarke in pisateljice, ki velja tudi za eno izmed najbolj znanih avtoric komedij našega časa. Pogosto jo primerjajo celo z Molierom, saj skozi komičnost vseeno vzbuja premislek o sodobnem svetu. Iz gledaliških desk pa skočimo še na košarkarsko igrišče. V noči iz torka na sredo se je pričela nova sezona najmočnejše košarkarske lige na svetu NBA. Tudi v tekmovalni sezoni 2024-25 ima slovenska Istra svojega predstavnika. To je Koprčan Vlatko Čančar, ki je pred 2 letoma z Denver Nuggetsi osvojil šampionski prstan. Kljub enoletni odsotnosti vsled okrevanja zaradi pretrganih križnih vezi je dobil novo priložnost. Pred pričetkom sezone je svojo dosedanjo ekipo podpisal enoletno pogodbo v vrednosti $2,43 milijona. O podpisu pogodbe so iz kluba sporočili, da bo v moštvu imel enako vlogo kot pred poškodbo. V šampionski sezoni je zbral 60 nastopov in v povprečju dosegal 5 točk na tekmo ob približno 15 minutah igralnega časa. Poleg Čančarja v NBA nastopa še en slovenski reprezentant, Luka Dončić. Njegovi Dallas Mavericksi, podobno kot Denver Nuggetsi, sodijo v ožji krog najresnejših izzivalcev lanskoletnih prvakov Boston Celticsov. Nekaj uspehov pa beležimo tudi med zaposlenimi na Univerzi na Primorskem. Med letošnjimi prejemniki Zoisove nagrade, ki je dobila ime po slovenskem raziskovalcu Žigi Zoisu, so kar 3 nagrajenci zaposleni na Univerzi na Primorskem. Nagrada se v Sloveniji podeljuje od leta 1998 vsem raziskovalcem, ki so s svojimi deli trajno zaznamovali znanstveno-raziskovalno in razvojno dejavnost v Republiki Sloveniji ter pomembno prispevali k njenemu razvoju. Zoisovo priznanje je prejel izredni profesor dr. Tomaž Grušovnik, ki raziskuje odnos ljudi do okolja in živali. Njegovo delo razkriva, da ljudje poznamo, a ignoriramo neprijetne resnice o okoljskih težavah in izkoriščanju živali. Svojo izvirno tezo je prispeval k boljšemu razumevanju neodzivnosti javnosti na ključne okoljske izzive, s katerimi se spoprijema človeštvo. Zoisovo priznanje je prejel tudi profesor dr. Vito Vitrih. Z raziskavami na področjih numerične matematike in računalniško podprtega geometrijskega oblikovanja je prispeval k učinkovitejšemu reševanju inženirskih izzivov in razvoju na področjih robotike, računalniške grafike ter animacij. Še posebej dragocen je njegov doprinos v izogeometrični analizi, saj pomaga izboljševati tehnološke procese in oblikovanje industrijskih izdelkov. Z razvojem novih matematičnih orodij krepi povezavo med teoretičnimi spoznanji in njihovo uporabo v industriji.
Zoisovo nagrado pa je prejel profesor dr. Igor Klep, ki je eden od najprodornejših in v svetu najbolj znanih slovenskih matematikov, zlasti na področju uporabe algebre v kvantni fiziki, funkcionalni analizi in računski matematiki. Rešil je enega od ključnih problemov teorije matrik, ki je bil nerešen skoraj 4 desetletja in sodelavci dokazal pomembne lastnosti matričnih šopov. Njegovo delo vključuje tudi uporabo matematičnih teorij v kvantni fiziki, kjer je sodelavci prispeval k boljšemu razumevanju kvantnih omrežij. Nagrad pa še ni konec. Novinarski projekt Izgubljeni v Evropi je namreč v sredo prejel nagrado Daphne Caruana Galizia za novinarstvo. Projekt je raziskoval izginotje več kot 50.000 migrantov, otrok brez spremstva, ki so med letoma 2021 in 2023 po prihodu v Evropo izginili. Razkrilo se je pretresljivo dejstvo, da od leta 2021 izgine povprečno 47 otrok migrantov na dan, ki najbrž postanejo žrtve trgovine z ljudmi in sodobnega suženjstva. Nagrada se podeljuje v spomin na umor novinarke Daphne Caruana Galizia, ki se je borila proti korupciji in je leta 2017 umrla v atentatu z avtomobilsko bombo. Od dogodka je minilo 7 let, ta nagrada pa je dokaz o spoštovanju temeljnih človeških vrednot. Danes imamo posebnega junaka, nemškega ovčarja po imenu Lux, ki je svojemu lastniku najboljši prijatelj, hkrati pa tudi gradbeni pomočnik. Kdo potrebuje škatlo za orodje, ko pa imaš psa, ki ti kar sam prinese kladivo, izvijač ali karkoli drugega? Lepo mu, daj. 5 po kladivo zdaj, 5 hiter. Kladivo mu še prinesu, gumijasto. Gremo. Gremo. Pozdravljeni v novi ediciji kulturnega napovednika, kjer vam na tedenski bazi predstavimo dogodke, ki se bodo odvili v slovenski Istri. Začenjamo soboto 26. oktobra, ko bo ob 19. uri v dvorani svetega Frančiška Asiškega v Kopru potekal koncert v sklopu festivala Kitarika 2024. Na odru bo zaigral priznani španski kitarist Ricardo Galen. Ob istem času pa se bo v koprskem baru Geto pričel pub kviz na temo grozljivk, pravi preizkus znanja za ljubitelje horror filmov. Če vas bolj mika klasična glasba, lahko ob 19:30 obiščete Pokrajinski muzej Koper, kjer bo nastopil rezidenčni ansambel Društva prijateljev glasbe skupaj z violončelistko Niko Švarc v sklopu serije koncertov Amabile z muzejem. Ljubitelji roka pa se ob 21. uri lahko podate v Figa Rock bar, kjer bo nastopila obalna rock zasedba Couch, ki bo predstavila svoj novi album. Prav tako ob 21. uri se bo v Vaškem domu v Pregari pričela tradicionalna veselica Šimonja 2024 z glasbenima skupinama Platana in Zemljotres. Na isti večer ob 21. pa bo v Hangar bar v Izoli gostil punk rock koncert, kjer bodo nastopili Savršeni marginalci, Ex-Skladno pivo in Smekt. V nedeljo 27. oktobra pa ob 19. uri lahko ponovno obiščete dvorano svetega Frančiška Asiškega, kjer bo v sklopu festivala Kitarika 2024 nastopil italijanski virtuoz Emanuele Buono. V torek 29. oktobra bo v Centru mladih Koper potekal Halloween Week pub quiz, torej kviz na temo Noči čarovnic. V sredo 30. oktobra pa bo prav tako v Centru mladih Koper s pričetkom ob 17. uri potekala delavnica izrezovanja buč v sklopu Halloween Week dogodkov. Zvečer ob 20. uri pa se lahko odpravite v Degrassi aperitivo bar v Izoli, kjer bo DJ Eds poskrbel za thriller party zabavo za Noč čarovnic na podlagi glasbe Michael Jacksona. Ob istem času bo v šotoru Koštabona na sporedu koncert Halloween Bride, kjer bosta nastopila Alen Vitasovič in Mambo Kings.
Na noč čarovnic 31. oktobra pa se lahko ob 17. uri z otroki odpravite v lutkarnico v Kopru, kjer bo na sporedu lutkovna predstava 1001 pravljica v izvedbi Lutkovnega gledališča 3. Ob 18. uri pa se bo v Vaškem domu Pregara pričel tradicionalni turnir v Mori, kjer se bodo srečali navdušenci te priljubljene igre. Kasneje ob 20. uri pa bo v šotoru v Koštaponi koncertni večer, kjer bo nastopila legendarna slovenska rock skupina Siddharta. Če imate raje smeh, pa lahko obiščete stand-up večer Črni humor v Figaro baru v Kopru, kjer bodo nastopili komiki Sašo Stare, Marko Žerjal, Alen Borišek in Aljaž Poredoš. Istočasno ob 20. se bo v Centru Mladih Koper pričel glasbeni večer z DJ-jem Bromance, ki bo poskrbel za funky, disco in techno ritem v sklopu Halloween Week dogodkov. Noč čarovnic pa bodo praznovali tudi v izolskem Hangar baru, kjer se bo na odru predstavila obalna indie rock zasedba Freedom House, sledil pa ji bo nastop punk rock skupine Happy All McQuizzle. To je z naše strani vse. Napovednik dogodkov si lahko preberete tudi na naši spletni strani www.megafon.si ali pa v najnovejši ediciji časopisa Megafon. Hvala za ogled in lep pozdrav do prihodnjič. To je za danes vse. Hvala, da ste bili z nami in lep pozdrav do prihodnjič.